v bistvu smo tudi strokovnjake, ki smo jih dobivali, mislim, smo dejansko srečni, da smo dobili množico strokovnjakov, danes jih je 600 v naših tehničnih odborih in v vseh teh letih pač so sledili tem postopkom standardizacije, nam pomagali uveljaviti tudi naš slovenski nacionalni organ za standarde, vendar se je izkazalo nekako, da ni dovolj mladih v tehničnih odborih. Oziroma, kako se jih pridobi? V bistvu vodstva podjetij so tista, ki odločajo, ker standardizacija ni brezplačna, to se pravi sodelovanje v delovnih skupinah, v tehničnih odborih, razni sestanki, v bistvu to stane, čeprav je... Ampak tudi prinaša svoje prednosti, prinaša svoje prednosti, ampak do sestankov se ni moč udeležiti samo na ta oddaljen način. No, in v bistvu smo na nek način videli, da je nujno potrebno, da promoviramo standardizacijo med mladimi, bodočimi, bom rekla, razvojniki, direktorji, podjetniki in podobno, da se zavedajo, kako pomembna je standardizacija tudi za njihov razvoj, predvsem za njihovo konkurenčnost.